Fire. V času, kar se nismo slišali in videli, se moram pohvaliti, da sem 6. julija na svoj rojstni dan zopet v eni sodbi na Evropskem sodišču zmagal primeru Letonije proti Sloveniji. Ampak zgleda, da ta zadeva, pa tudi to, da sem nekje izjavil, da Gorenja niso smeli prodati, me je stala kazenske ovadbe in sojenja 3. januarja v petek ob pol enih na okrožnem sodišču v Celju. Še bolj sem pa bil vesel, ko me je nekje februarja poklical en naš član iz Apač in je rekel: gospod Poljanec, pri meni je bil kriminalist, ki me je spraševal, kaj mu delam, kaj mu pišem in koliko ga to košta. In je možakar dvignil roke v luft, začel preklinjati, kako mu naj dam, če imam 480 evrov penzije, dal smo kilo kruha, liter vina pa 10 evrov za bencin. Čez 10 minut me je poklical, zopet, ker sem ga prosil, naj mi da ime inšpektorja policijskega. Sem policijskega inšpektorja poklical, ga ni bilo, sem pustil številko in se je možakar zelo korektno oglasil in me poklical. Povedal mi je, da sem v predkazenskem postopku, predlagatelj postopka je policijska postaja Slovenska Bistrica in da po celi Sloveniji sprašujejo ljudi, kaj o vseh mojih aktivnostih. In ko sem možakarju povedal, da sem tudi zagovornik na Evropskem sodišču, če morda ve, da zastopam ljudi na sodiščih v Nemčiji, v Avstriji, Bosni, Hrvaški, celo zdaj sem začel na Gvardiji Financij v Italiji, je rekel, da ne more verjeti, da nič ne razume več. Ne? Se pravi, mislim, to je dobesedno tako, je rekel, jaz nič ne razumem, zakaj gre. Ne? Se pravi, mene ta zadeva nekako veseli. Namreč gre, to je zdaj že 4. poskus, da me na nek način diskvalificirajo, da me označijo, ja, veste, Poljanec pa kasira denar. Ampak moram povedati, da že 2007. leta sem imel en takšen poskus, ki pa je bil zelo zanimiv in vam ga moram razložiti, ker je za mene bil prava smešnica. Namreč ena članica našega društva je bila na okrajnem sodišču v zvezi s prekrški vabljena na zaslišanje. In medtem, ko je sodnica zaslišala, je ta imela v rokah listek in je imela nekih 12 točk, ne? In je sodnica vprašala, kaj to ima, rekla, tu imam, so mi razložili, kaj moram povedati. Je rekla, a to je oni gospod iz Slovenske Bistrice vam razložil? Je rekla, ja. Ne? In je takoj padlo vprašanje, ja, koliko ste pa plačali? Je rekla, nič nisem plačala, včlanila sem se v društvo in nisem nič plačala. To mi je gospod povedal, ker pač ima izkušnje že enih 8 let dela na tem. In ko je povedala, da pač sem mi dal tudi dokument iz 2004. leta, ker so jo obdolžili, da je vozila pod vplivom alkohola, jaz imam pa dokument, ki pravi, da elektronski alkotesti niso merilne naprave, zato zanje ni potrebno atesta, ne? In sodnica je nekaj skoraj ponorela, ne? In pol je ta gospa šla, zdaj, kak se je pol za sojenjem končalo, ne vem, se ne spomnim točno, ampak zanimivo je bilo, da nekaj, morda 2 ali 3 tedne po tem zaslišanju, sem dobil z okrožnega tožilstva v Celju obtožni predlog in sem moral na njega odgovoriti. Obtožbe so bile strahovite, da zavajam ljudi, da pišem pritožbe in kasiram denar. In ker se mi je to zdelo, in ko sem to prebral prvič, jaz sem mislil, da berem Pavliho. To je bil nek taki hecen cajtung v času Jugoslavije, ne? Jaz sem rekel, to ne morem verjeti, in sem se usedel za računalnik in sem sam napisal odgovor na ta obtožni predlog, ki je šel v tej smeri. Zdaj, nekje sem založil, ampak bom ga šel poiskati, verjetno ga imajo še v arhivu, ne? In na trditev sodnice, da zavajam narod, sem napisal, da me čudi, da gospa sodnica ni nikoli prebrala 39. člena Ustave, ki pravi, da lahko vsakdo svobodno širi vesti, mnenja, izraža čustva, in v 2. odstavku pravi, da imamo pravico do informacij javnega značaja. 2. točka, da pišemo pritožbe, da mene Poljanec Ludvika zelo čudi,
da gospa sodnica ni prebrala 29. člena ustave, ki pravi, vsakdo se brani sam ali z zagovornikom. Ne? Takrat, če nisem toliko poznal 6. člena Evropske konvencije, kjer še bolj decidirano pove z zagovornikom po lastni izbiri, po slovenskem pravopisu je zagovornik oseba, ki mu vi zaupate. In ne rabi biti odvetnik, ker z odvetnikom imate poslovni odnos, podpišete izjavo, ki ima elemente pogodbe. In tretja trditev, to sem pokazal takratnim sodelavcem, pa sem napisal, da prosim, da mi gospa sodnica, glede na to, da mi očita, da delam za denar, pove, kdaj bo začela delati za bombone, ker bom tudi jaz začel. In moji sodelavci so rekli, naj ne dam to naprej, in sem vseeno dal, ker sem rekel, če mi nekdo butalske neke zadeve daje, bom z butalščino odgovoril nazaj. Čez par mesecev sem dobil, da se postopek ustavi. Pol naslednji je bil napad, ker sem pač na okrajnem sodišču v Konicah povedal, da šlo je za pritožbo, v bistvu policija se je z ene naše članice norca delala, skriti so bili za živo mejo, ustavili so, da je prekoračila hitrost, policaj pa je s 30 metrov stran oddaljenega policijskega vozila prinesel ročni merilnik, in ženska se je razkurila in pol smo to pač speljali tako, da sem jaz napisal, da je v tem primeru policija delovala po nacistično, fašistično, komunistični metodi, ker je suspendirala človeka Ustavo, konvencijo, pamet in razum, ne? In jaz sem zopet fasal kazensko ovadbo in 6. julija 2017 na moj rojstni dan bi moralo biti sojenje. Preko Facebooka mi je čez 120 ljudi potrdilo, da pridejo v Žalec na sodišče, pazite, sojenje v sredo ob 14. uri v Žalcu, tudi te ure dosti povejo, ne? No, jaz sem že tako vesel bil, ampak so en dan prej ob 17:16 dobil telegram, da se postopek ustavi in obvestil sem ljudi, ampak mi smo bili drugi dan tam, smo se slikali, počastil sem tistih 30 ljudi s pijačo in ti ljudje bojo priča zdaj, ko bo sledila odškodninska tožba proti sodnici iz Konic, ki je to sprožila. Še en poskus, ampak zdaj se ne spomnim. V glavnem, ta najbolj močna je pa zdaj ta kazenska ovadba, ker sem trdil, da Gorenja niso smeli prodati, ker ni bilo nobene privatizacije, ne? Se pravi, dogaja se, zadeva dobiva, ker sem bil zdaj julija star 67 let in sem preživel kar nekaj let v bivši Jugoslaviji in je popolnoma identična metoda delovanja države, tako da sploh ne vidim nobene razlike in vam moram povedati, da policijo še vedno bolj smatram, da so to miličniki preoblečeni v policiste, ne? Da politike, vladajoče leve ali desne, še vedno smatram, da so to bivši ortodoksni partijci, ki ne morejo iz te kože partijske, ne? Ampak je vseeno, za mene čisto ali je leva ali desna opcija, gre za popolnoma iste ljudi, ista šola, Kumrovška fakulteta in tako naprej, ne? Ampak moram vam povedati, mene pa te zadeve veselijo, predvsem iz tega razloga, ne bom povedal, zakaj najbolj, ampak veselijo me zaradi tega, ker vem, s kakimi idioti imam posla. Dobesedno, to več ni podobno neki resni državi, nekemu sistemu, se pravi, gre za pravi režim, ki bo kmalu ne bo več Slovenija, ampak Putanovija ali pa Belorusija. To vam je ista zgodba, ne? In jaz se kar veselim teh zadev, tako da bom pač, ker prej sem 3-krat zadeve preprečil na tožilstvu, zdaj tega interesa nimam, ne bom povedal, kaj bom delal, ne? Ampak glavnem, rad bi spravil na sodišče in ko bo na sodišču, bi vas vse vljudno povabil, ker bo to veselica prvega reda. Hvala.